Občina Brežice se je odločila za zahtevno sanacijo zaradi dotrajanosti. Spodnji del mostu čez Savo je namreč prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Obnova 114 metrov dolgega mostu čez Savo je dokončana, sledi obnova mostu čez reko Krko. Seveda zdaj smo v drugi fazi, smo v fazi razpisa za most čez Krko. To gre za ta stari železni most in pa ta srednji del še, ki nas čaka. Smo zdaj v tem trenutku v fazi preverjanja ustreznosti izvajalcev. Jaz upam, da nam bo to uspelo pridobiti in seveda, če bo vse v redu, jaz mislim, da bi lahko se začel tudi ta most čez Krko, ki še čaka nekje v poletnem času delati. In moja želja še vedno je, če bo možno, da bi bil do konca letošnjega leta tudi končan. V naselju Črešnice pa so konec septembra začeli z ureditvami cestne infrastrukture. Tu pa moram reči, da stvari tečejo praktično nemoteno, en del se že zaključuje, še celo več. Mi smo v Črešnicah še celo investicijo povečali do začetka vasi, kar pomeni, da bo še dodatno kar nekaj pločnika narejeno in pa cesta. V Cerkljah ob Krki trenutno urejajo cesto od Cerkelj do Pirošice, vključno z lesenim mostom, za katerega so nedavno izvedli razpis. Projekt je sicer sofinanciran s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Dejstvo pa je seveda, da bo ta leseni most, ki ga treba ponovno obnoviti, kar velika investicija. Najnižja ponudba je prišla dosti višja, kot smo pričakovali. Gre skoraj za 700 000 evrov bo sama investicija, tako da bomo videli, ali ga bo možno v letošnjem letu tudi dokončati. Definitivno pa moramo vztrajati in ta most zgraditi in pa seveda potem celo cesto, vključno z križiščem v Pirošici tudi obnoviti. Tako da poskušamo tudi tu stvari nadaljevati in jaz upam, da kljub vsem tej krizi bomo poskušali čim več v letošnjem letu še postoriti.